katerokoli bolezen dobi človek, je jasno, da se spopade s težavami, skrbmi. In velikokrat tega, kar mu zdravnik takrat, ko mu predstavi izsledke diagnosticiranja, pove, preprosto pozabi zaradi šoka. Zato se mi zdi zelo pomembno, da ste pri Društvu uroloških bolnikov izobrazili mentorje, ki bodo ljudem, ki potrebujejo pomoč, nasvet, morda osebno izkušnjo, ki jih spodbudi k ukrepanju, dobili pri vas. Ste eden od mentorjev in zanima me, kaj vas je spodbudilo, da ste se odločili za to? Ja, vsaka zgodba ima neko zgodovino, ne? In cela zadeva, vse moja, kar se tiče raka, se je pričela 10 let nazaj. Povedati moram, da sem, to se pravi leta 2016, da sem v tem letu z rakom prostate bil precej seznanjen. Čisto zaradi osebne želje, da to poznam, sem si precej tega prebral, ne pa da bi razmišljal, da imam tudi sam rak na prostati. No in v neki prilik me je zdravnica poslala na pregled za PSA, ki je bil pač izven meje normale. Prva misel strani zdravnice je bila, da gre verjetno za neko okužbo, ki bo pač slej ko prej minila, vendar po jemanju antibiotikov po 3 mesecih se vrednost PSA ni spremenila in potem so začeli razni pregledi. Nekateri tudi niso prav prijetni, tako da pridemo do, to je bilo še v letu 2015, no, in januarja 2016, ko sem bil na pač pregledu pri urologu, po opravljeni biopsiji prostate, stopim do urologa in nič ni zbiral prav besede, prav raka na prostati imate. No, moram povedati, da tudi sam nisem bil presenečen, ne vem, zakaj sem čutil, da bom slišal to, kar sem slišal. No, in sicer me je urolog pozval, da se ponovno vidimo čez 1 leto na kontroli, vendar me je v tistem trenutku, ko sem poslušal njega, so možgani procesirali, da bom 1 leto jaz hodil z rakom v prostati in mi je bilo to strašna misel, no. In sem mu dejal, da želim, da me operira in mi prostato odstrani. Moram reči, da me je odgovor urologa presenetil, glede na to, da me je prej pozval, da bomo pač zadevo kontrolirali in da se vidimo čez 1 leto, da je bil njegov odgovor, pravilno ste se odločili. No in v aprilu 2016 so mi pač prostato odstranili. Ugotovili so, da je rak dejansko v čist začetnem stadiju, tako da nisem imel nobene kemoterapije, dejansko ničesar, nobenega zdravljenja po odstranitvi prostate. Sprejeli ste najboljšo možno odločitev? Ja, no, to ugotovitev, da sem sprejel najboljšo možno odločitev, sem ugotovil v teh 3, mislim 4 dneh. Ko sem poslušal vse predavanja teh raznih zdravnikov. Se pravi, zdaj med izobraževanjem za mentorja? Ja, zdaj med izobraževanjem za mentorja sem iz teh predavanj nekako ugotovil, da sem dejansko sprejel najboljšo možno odločitev, da sem se odločil za odstranitev prostate, čeprav je bila ta varianta, da pač se to spremlja, ne vem, čez 1 let, pa ne vem, kaj bi se dogajalo, no, dejansko. Potem pa nekako nisem to bolezen niti skrival,
pripravljen sem bil v njej govoriti, pripravljen sem bil povedati karkoli, ampak moram vam povedati, predvsej, kaj sem, no, ne bom rekel šokantna zadeva, ampak da me nihče od kolegov, prijateljev v teh 10 letih ni vprašal, ti, kako pa se je ta stvar začela, kako si to ugotovil, kaj se je dogajalo, niti eden. Ne? Nasproti temu sem pa 30krat povedal zgodbo o zamenjavi obeh kolkov. 30krat, v detajle. Od moških me niti eden ni vprašal o prostati in o raku prostate, pa nekaj žensk, ki so bile pa presenečene, da sem pripravljen sploh o tem govoriti, ker se tudi doma prav nekaj čutimo, da je nekaj narobe, pa ne vemo kako in kaj. To je pravzaprav preprosto, verjetno odraz tega, kako velik tabu je še vedno pri nas govorjenje o tovrstnih težavah. Morda zlasti pri moških, Ja, bolj kot pri ženskah. zadeva nekako izpade tako, ne, lej, to ni moj problem, jaz tega nimam, to je problem soseda, pa ne vem koga in kaj. Sploh ne bi se s tabo pogovarjal o tem, ta problem ni pri meni. Ne. No in sam pa bi se, ne da bi to prenašal naprej, recimo, ampak iskal sem sogovornika, pa ga nisem našel. Čeprav tudi v mojem kraju, verjetno, sigurno so osebe z rakom prostate oziroma kaj sem po operaciji raka prostate, ampak prijetno bi bilo s kom to podebatirati, kakšna je pa tvoja zgodba. Zato sem se, ne vem zdaj, katerega leta članov Društva uroloških bolnikov Slovenije, kjer sem tudi pač, imam neke funkcije, funkcionar. No in na zadnjem sestanku, ki smo ga imeli, se je pač pripravljala tale izobraževanje za mentorje, ne vem, predsednik, mislim, da mi je rekel, boš tudi šel za mentorja, seveda sem bil takoj za, no.